Ne, to ni Yaris Garmin, to je GRMN. Yaris iz oddelka Gazoo Racing, oddelka, ki ga verjetno ne bi bilo, če na čelu Toyote ne bi bil Akio Toyoda. Gospod številka 1 je namreč osebno navdušen nad športnimi avtomobili, tudi svojega dirkaškega kombinezona ne obleče samo na kakšnem eventu, redno ga preznoji, dirkal je celo na 24-urni dirki po Nürburgringu, da se duh zelenega pekla čuti tudi v imenu. MN namreč pomeni Masters of Nürburgring. A kot je bilo videti, so tedanji šefi dovolili vse to dirkanje bolj zato, da bo dal mladi kraljevič mir. Takrat so bili namreč strastni avti diametralno nasprotje imidžu, ki ga je Toyota takrat promovirala. A mladi član dinastije je nato prišel na oblast in njegove osebne muhe so postale resen posel. Takoj je starešinam pomolil pod nos besede svojega pradetka Kiichira Toyote, ki je leta 1952 rekel, da šport premika meje, če torej hočemo biti najboljši, moramo dirkati. In spomnil jih je nekdanje legendarne celice. Na juho Cankunana, na solze Carlosa Sainza in na odvrženo čelado Luisa Moje, ko jima je v sami ciljni areni Corolla odpovedala in ju s tem prikrajšala za naslov prvaka. Res, Toyota v svojem DNK ima nekaj tistega živega športnega duha. To ni samo znamka, ki ti non-stop govori, dvigni nogo, to ni dobro za svet. Seveda uroči Yaris nima tehnično gledano nič skupnega z VRC Yarisom, ki nastaja na Finskem, v delavnicah reli legende Tomija Makinena. Ponuja pa divji karakter, ki ga sicer v Toyotah ne boste našli. Zvok, trdoto, surovost. To noče biti prijazen športnik, to je avto za šoferja iz pravega testa, ki mu je v užitek iz ovinka v ovinek iskati točko, kdaj optimalno prestaviti, kdaj zavreti in kako prenesti maso Toyotine ritke. Pa vendar je nauk zgodbe, ki nam jo govori Yaris GRMN, v bistvu nekje drugje. Sporoča nam, da Toyota tudi v tej ekodobi vrača nekaj življenja tudi v svoje običajne Toyote. Prihaja recimo nova Corolla z močnim in dinamičnim hibridnim pogonom.